Slavka Tahrena kot predsednika odbora za podeželje in pa Dušana Arbajterja kot nosilca liste v drugi volilni enoti, ker v prvi sem pač kar sam nosilec liste, pa mislim, da bo stane tudi, če si na 4. mestu, boš noter, pa še mogoče kdo. Kje je Herman? Herman, Marko je tamle. Tudi Marko zna biti noter, odvisno. Kak? Poj pa že za Ireno. Ja, realno, no bomo vsaj izboljšali malo sestavljeno, samo moški v noč sedeli. Predlagam, Stane, da moče ti nasplošno nekaj poveš malo o svojem pogledu, pa bomo šli pa po vrsti. Hvala za besedo. Mislim, ker je župan tako celovito predstavil to, kar je bilo narejeno v prejšnjem obdobju in predstavil je program za naslednje obdobje, kjer je veliko projektov že začetih in skupna naloga vseh nas je, da te projekte končamo, zaključimo, predamo v življenje, zato da bo v našem kraju, v našem mestu in vseh krajevnih skupnostih pač razvoj zopet na eni višji stopnici. Naša naloga svetniške skupine v občinskem svetu bo ta, da najdemo eno širšo koalicijo, bi rekel razvojno koalicijo, kar mislim, da za tak program ne bo težko, saj verjamem, da vsi tisti, ki bomo izvoljeni iz naše liste, Slovenske ljudske stranke in seveda tudi drugi iz drugih list, da bojo vsi podprli tako široko zastavljen razvojni program. Pa vse to, kar nas veže iz preteklosti v bodočnost. Jaz mislim, da smo ljudje na naši listi zelo širokih pogledov, z bogatimi izkušnjami in znamo povezovati. Mislim, da je pa to glavna vrlina. Lahko pa rečem, da nas poleg župana in na obeh listah za svet v volilni enoti 1 in v volilni enoti 2 in v vseh krajevnih skupnosti, torej na listi Slovenske ljudske stranke nastopa kar 68 kandidatov. To pomeni, da kažemo neko voljo, skratka en posluh, eno zagnanost, da smo zelo široko odprti za potrebe ljudi, razvoja našega kraja. Mislim, da bo pa tudi glavna naloga, sedaj, ko bomo uredili trg, ko bomo določene investicije na področju komunalne infrastrukture, urejanje vodotokov, čiščenje reke Dravinje, da nas čaka tudi to, da vzpostavimo sistem odličnega vzdrževanja vse te infrastrukture, kulturne, tehnične, ki jo že imamo. Toliko zaenkrat, oziroma z moje strani pa predajam naprej Minki Sodinovi. Izvoli. Ženske so ponavadi bolj gostobesedne, tako da zdaj se pripravite. Hvala lepa, ne se bat, ne bom predolga. Poslušali smo poročilo, sicer v skrajšani obliki gospoda župana, in verjamem, da smo si vsi edini, da je bilo opravljeno bogato in veliko delo. Seveda, kdo poreče, lahko bi bilo tudi boljše. V obe smeri je možno, torej lahko bi bilo slabše, lahko tudi boljše. Vendar moramo gledati z optimizmom naprej. Imamo sposobnega, dobrega župana, jaz verjamem, da bo ostal tudi v naslednjem mandatu. Jaz bi pa želela nekaj spregovoriti z mojega področja. Jaz sem bila zdaj 4 leta predsednica odbora za družbene dejavnosti. Družbene dejavnosti pokrivajo ogromno področij in so seveda zelo velik porabnik občinskega proračuna. Družbene dejavnosti pokrivajo predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo, zdravstvo, kulturo,
socialo. To so ogromna področja. Začela bom pri predšolski vzgoji, ker, kot je že župan omenil, zelo smo poskrbeli za osnovne šole, poskrbeli smo za to, da imamo gimnazijo, zdaj pa so resnično na vrsti vrtci, na vrsti so najmlajši. V našo občino se na srečo priseljuje veliko ljudi, ker imamo zelo prijetno bivalno okolje, število rojstev se povečuje in lahko smo samo veseli, da je tako. Mi moramo tem najmlajšim omogočiti, torej najprej staršem, da bodo svoje otroke dali v naše vrtce, torej v Konjiški in Konjicah, Ločah in v drugih krajih. Kajti na to se potem navezuje tudi dostikrat obisk osnovne šole. Ne moremo si dovoliti, da bodo najmlajši odhajali v druge občine. Osnovne šole so urejene, gimnazija tudi, še do leta 2015 mislim in bomo tudi to gimnazijo odplačali. To je za občino velik zalogaj, ampak kot vidimo, vzgajamo zelo uspešne, sposobne generacije in jaz upam, da se bodo mnogi po študiju vrnili v naš kraj in svojo strokovnostjo delovali v svoji občini. Torej, kot sem že rekla, nujno bo potrebno v tem obdobju do leta 2013 vsaj pripraviti, še prej, do 2012, pripraviti projekte, kako bomo zastavili obnovo oziroma, kot je prej župan rekel, kakšna bo strategija nadaljnjega razvoja predšolske vzgoje v občini Slovenske Konjice. Jaz verjamem, da si bomo tu precej enotni, ne glede na to, v kateri stranki smo. Namreč jaz menim, da so postavke, torej ali pa so stvari v programu občine, župana, ki jih tako rekoč moramo podpirati vsi, če imamo zdravo kmečko pamet. Jaz sem prepričana, da v ljudi se splača vlagati. In če so to naši ljudje, še to toliko bolj. Hvala. Hvala, Minki. Slavko, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo, gospod župan. Najprej bi rad pozdravil vse sokrajanke in sokrajane, pa tudi vse občanke in občane naše občine. Sem Slavko Hren in sem predsednik odbora za kmetijstvo oziroma zdaj po novem odbora za podeželje v naše občini. Ta sprememba je nastala v tem zadnjem mandatnem obdobju, kajti sprememba evropske zakonodaje je narekovala, da smo morali spremeniti ime, kajti samo kmetijstvo sopada v širši kontekst podeželja. Morali smo prirediti oziroma spremeniti kriterije, kako sofinancirati, kako pomagati našemu podeželju. Kajti podeželje, naša občina je še izrazito podeželska in kmetijska občina in rabi posebno skrb tudi ze strani občine, da bi se lahko kmetijstvo in naše podeželje dobro razvijalo. Kot veste, v preteklem času je prišlo do sprememb v sofinanciranju kmetijske proizvodnje in zaradi tega je velik del naše občine izpadel iz subvencijskih sredstev. In naš odbor je pomagal da smo pridobili zopet nazaj in da je velik del občine danes pridobiva subvencijska sredstva na področju kmetijstva, kar je en velik dodatek k razvoju podeželja in zlasti kmetijstva.
Delovali smo tudi v okviru akcijske skupine Last od Pohorja do Bohorja in uspeli pridobiti evropska sredstva za izgradnjo tržnice pri vstopu v staro mestno jedro. Kajti mnenja smo, da lahko dobrote, ki jih zrastejo na našem podeželju, ki jih pridne roke naših kmetic naredijo in tudi razni drugi pridelki pridejo na našo tržnico in so porabljeni v našem mestu in to bi bil en velik prispevek k razvoju podeželja, kakšen denar, ki ostane v občini, je sila pomemben za našo področje. Delovali smo tudi sofinancirali smo tudi primarne naložbe v kmetijstvu, potem smo se, del sredstev je šel tudi za zaščito zapuščenih živali, tako da smo jim našli novi dom, financirali smo obrambo, sofinancirali obrambo pred točo in tako naprej. Kaj bi pa za naprej želeli? Vse to, kar sem naštel, bi poskušali ohraniti, pomagali bi podeželju na tistih področjih, kjer težko pridejo do evropskih strukturnih skladov, vendar lahko mi z malimi vložki pomagamo razvoju podeželja. Mislim, da smo si zadali, vsekakor pa bi radi do konca zgradili tržnico, na kateri bi lahko naši kmetice in pa kmetje ponudili svoje izdelke. Vsekakor pa je kmetijska proizvodnja kot taka izredno pomembna, mislim, da je osnova dobrega bivanja, razvito podeželje in pa zdrava hrana. Kot svetnik pa bi rad deloval tudi na področju družbenih dejavnosti, kajti razvito družbeno življenje na vseh področjih, kot je svetnica Minka povedala, je izredno pomembno, kako v mestu, kako v občini ustvariti dobro vzdušje, tako da so vsi občani se zavedajo, da je občina njihov nov dom, s katero se radi pohvalijo, v kateri radi živijo. Hvala lepa.